Povežimo Slovenijo s prijaznimi potmi, iskrene niti spletamo za dobro vseh ljudi. Lepo pozdravljeni, dr. Nada Pavšar. Ste podpredsednica Zelenih Slovenije in koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo. Ste nosilka več uglednih mednarodnih priznanj, najbolj prepoznavni pa ste kot pobudnica in ustanoviteljica mreže slovenskih ekošol. Kaj za vas kot ugledno naravovarstvenico in intelektualko najpomembnejše vrednote, ki jih s svojim delovanjem želite prenesti na mlade? Ja, hvala lepa. Resnično te vrednote sem skušala graditi v ta program Ekošola kot način življenja, tako sem ga imenovala, ko smo začeli ustanavljati to mrežo v Sloveniji že pred 25 leti. No, bilo je, nekateri so rekli, kar malo eksotično, ne vem zakaj to besedo, ampak tako so jo uporabljali zaradi tega, ker je bila neka novost, da smo skušali v šoli, v šolskem programu ugrajevati, saj so bliže tudi prej poskusi, sistematično ugrajevati to okoljsko ozaveščanje med mladimi in tudi med učitelji in seveda v tej povezavi, navezavi tudi starši in okoljem. In na kakšen način, torej, ko sem pripravljala ta program za Slovenijo in v Sloveniji, sem imela pred seboj ta celosten pristop mladega človeka, učitelja in okolja v šole, v kateri, ki obkroža, ki obdaja to šolo. Kajti Slovenija je pestra dežela in pestra pokrajina in tudi šole so zelo različne, od manjših podeželskih do večjih mestnih. In prav ta manjše podeželske šole so hitreje in bolj dojele to vrednoto odnosa, ki se gradi v bistvu do okolja in seveda do posameznika, do okolja in narave, do živali, do rastlin, kaj to pomeni. In na ta način smo skušali mlade tudi spodbujati, da so tudi v šoli in okrog šole imeli tam, kjer je bila možnost, svoje vrtičke, svoje gredice. In ne nazadnje, en tak večji projekt je bil, da posadimo 10.000 dreves v okolici naših šol, ki nam bodo dajale hrano, to je jablane, hruške. In kar dobro se je ta projekt prijel, skoraj po celi Sloveniji so mladi sadili svoja drevesa. In jih se seveda, če posadi svoje drevo in to drevo, ki mu daje hrano, ki mu daje sadje, je ta vrednota, da sam nekaj naredi in da je to zdrava hrana, to se vsadi v mladega človeka in ne nazadnje pusti sledi tudi za prihodnost. Kajti vemo, kar se otrok nauči, to odrasli počne. Seveda so obdobja, ko ga premami marsikaj drugega, odraslega, ne nazadnje tudi kapital. Vendar pa te vrednote sem skušala graditi skozi okoljsko etiko. Prav v tem času, to je že kar 25 let nazaj, in malo pozneje se je ta pojem okoljska etika pojavljal, pozneje ga je dr. Kern malo bolj razdelal, ampak veliko pozneje. Tukaj gre v bistvu za nadgradnjo etike, ker se človek začne zavedati, in mladi še posebej, vrednosti okolja, da treba naravo čuvati, da narava, predvsem slovenska, nam lahko mnogo da, ampak ker je pohlep človeka tako velik, vedno mislimo, da premalo in ali pa ne znamo tega na ta način ponotraniti. In ta okoljska etika, moram reči, se je zelo prijela. Predvsem smo na ta način skušali bogatiti posamezne predmete, celostno, da je bila celostno zastopana
tako pri slovenščini, kot pri matematiki, kot pri, da ne govorimo o naravoslovnih predmetih. Na ta način so otroci postajali zelo bogatejši. Na neki šoli na Dolenjskem je ravnateljica rekla, naši otroci so postali bolj občutljivi do vsega, tudi do nas, kar smo v tem programu Ekošola kot način življenja. Tudi v kolektivu se pozna. Prej so se med seboj veliko bolj usklajevali ali pa kregali po slovensko, sedaj pa iščejo, kako bi pri posameznem predmetu unesli ta okoljevarstveni vidik, to okoljsko etiko. In ravnateljica pravi, jaz sem zelo zadovoljna s tem programom, kako združuje tako mlade v šoli, tako kot tudi učiteljski kolektiv in nenazadnje tudi starše, ker otroci prihajajo domov in gledajo pod prsti starše, kako ravnajo z odpadki, kako ravnajo in puščajo prežgano luč po nepotrebnem, kako ravnajo z vodo in podobno. Torej, to so bile tiste osnove Ekošole. In moram reči, da danes po tolikih letih se je ta program čist vgradil v življenje in delo šol in vrtcev, tudi srednjih, čeprav malo na višjem, drugačnem raziskovalnem nivoju, da mladi se, ali pa se šole same organizirajo, čistijo svoje okolje, delajo okoljske projekte. Tako da je to postalo res način življenja. Ampak vesela sem, da se je to seme prijelo, ko sem ga začela na 2 različnih koncih Slovenije. To je ta pestrost in povezovanje. Ena šola, prva je bila v Bakovci, v Prekmurju, druga šola pa ob Cerkniškem jezeru, v Cerknici. Čist različna pokrajina in programi, vsebinsko različni, ampak tiste osnovne poteze in cilj pa enak. Ja. Moram pa še tukaj dodati to, dr. Pavčarjeva, mene je pa vedno razveselilo, ko sem se tudi pri svojem delu srečeval s temi šolskimi vrtovi, če rečemo v narekovaju, v mestih. Ker zdaj na ruralnem področju je nekako bolj razumljivo, da so tudi otroci bolj nagnjeni k temu, ampak ko sem pa videl, s kako vnemo, pa v mestih urejajo, sodelujejo, sadijo, kopavajo, karkoli pač, se mi pa zdi to tudi izjemnega pomena. Ja, se zelo strinjam. In moram reči, da nastal je pozneje sicer je bil kot projekt posebej, tudi v drugi inštituciji, ampak seme je bilo v Ekošolah. Zagotovo. In tako so začeli recimo nekatere srednje šole na svojih strehah imajo svoje vrtove. Moram reči, da ko so me povabili, ko so otvorili kakšen vrt, tudi v Ljubljani, na srednji šoli za oblikovanje, pa to se lahko samo čudiš. Tudi kakšne ideje prihajajo od mladih. In vse je veliko, tudi med mladimi, vandalizma in tako naprej, ampak to so posamični primeri. Mi posamične primere vidimo, ne vidimo pa to celoto in nenazadnje je to na osnovi teh vrednot se je oblikovalo ozaveščanje v Sloveniji. Zato smo v Sloveniji dokaj ozaveščeni, predvsem vidimo, da civilna družba je zelo izrazita, mogoče včasih. No, če kar nadaljujemo s tem razmišljanjem, s to zadevo, v Sloveniji se izjemno veliko govori v zadnjem obdobju o ekologiji, o odsotnosti zelene politike, o potrebi novih zelenih strank. Dr. Pavčarjeva, povejte, kako vi kot podpredsednica Zelenih Slovenije odgovarjate na kritike, da se Zeleni Sloveniji ne zavzemajo dovolj močno za reševanje okoljskih problemov v Sloveniji? Ja, jaz to zelo težko rečem, da se ne, ker se že celo življenje zavzemam za okoljevarstveno dejavnost. Stranki Zelenih Slovenije sem se pridružila malo pozneje, se je prvič vstopila po 90-ih letih, po letu 90, ko je bila potem tudi se povezala z Demosom stranka Zelenih in s tem prišla v parlament, seveda nekaj časa, potem je to izvenelo, skratka razmere so bile različne. No in 18. leta, 1918, je ponovno stranka bila Zelenih na volitvah
in je dosegla nekaj čez 1%, ampak še prej so se mogli povezati pa združiti vsa ta zelena gibanja oziroma poskusi strank, da so lahko se kot je Čuševa stranka zelenih, oblikovali v Zelene Slovenija. In to je dost močna stranka, ki pač deluje, lahko bi rekla, kot da bi delovala na skrito. Zakaj? Zato, ker ne vem, kateri pritiski vse so bili in z katere strani na medije, da enostavno naših aktivnosti niso izpostavljali v medijih, čeprav smo jih obveščali. In recimo potem za evropske volitve smo Zeleni Slovenije, jaz sem bila tudi na listi, dobili že kar čez en leto, 2,5%. In to je bilo, se je kazalo en napredek, torej narod prepoznava, v medijih sicer nas ni bilo, ampak mislim, da ta stranka bo morala doživeti en razcvet oziroma prepoznavnost med ljudmi. Zato jaz vabim medije, da preden iščejo nove rešitve, nič ni narobe, da se tudi nove stranke ustanavljajo, ampak zelena politika, ki smo jo zastavili v Zeleni Sloveniji, v stranki, torej ta stranka obstaja in je močna. Bom nekaj nalog tudi naštela, kaj smo že samo v zadnjem letu naredili, žal ni bilo to odziva v medijih. Preden, da se ti glasovi se morajo združevati, ti zeleni glasovi se morajo združevati, morajo biti slišani in prepoznavni v parlamentu. Tam se morajo odločitve sprejemati za dobrobit in sonaravni razvoj in trajnostni razvoj Slovenije. Če se bomo delili, pa drugega obsojili, pa eni zanikali, recimo Zelene Slovenije, ki so dobili na evropskih volitvah dovolj, kar 2,5% stranke ni. Seveda nijo v medijih in upam, da bodo spregledali. Jaz bi želela samo povedati, katere so tiste glavni problemi, ki smo jih samo v letu 2020 izpostavili. Recimo prvo je bila vložitev peticije Pravica do čiste pitne vode. Več kot 5000 podpisov smo zbrali in dali to v Državni zbor, zato ker v bistvu ne vemo niti, da v mestih preteče voda iz pip, torej tudi ne vejo, da koliko je problemov v Sloveniji še s pitno vodo, da kar 140 000 ljudi ne ve, kakšno vodo pijejo, da je v marsikakšnem področju, čeprav je to naš naravni vir, ki je naš kapital, je že onesnažena, ker vemo, da tudi standardi, kako nastajajo, to so bolj dogovori med politiko, nasplošno med politiko in znanstveniki, ampak za Slovenijo, za pitno vodo so dokaj močni standardi in zato mi smo zapisali pravico do pitne vode v ustavo. Operacionalizacije pa ni bilo. Recimo na našem podeželju mi bi mogli skrbeti za regionalen razvoj, za uravnotežen, enakomeren regionalni razvoj, te male državice, pestre, bogate, ampak to so celi zaselki še, ki nimajo pitne vode. In to je prepuščeno, tudi v ustavi so se izmaknili, da so to prepustili lokalnim skupnostim in občinam, ampak mala občina težko sama zgradi vodovod za manjše zaselke. Tako da je zelo neuravnotežen razvoj in tukaj bo mogla in mi zeleni se bomo, če bomo v okviru liste Povežimo Slovenijo v parlamentu, kar sigurno bomo, vsaj računamo na teh 20% skupaj, zato smo se povezali, ker zeleni smo tisti, ki povezujemo, kajti narava je celovita, Slovenija je celovita, mi moramo združevati. Poglejte, recimo, če pogledamo travnik, za vsako rastlino, seveda, če ni monokultura, če nismo jo že pokvarili z preveč intenzivnim kmetijstvom, za vsako rastlino je prostor, ampak
skupaj združujejo kot ta zeleni travnik z zdravjem, za zdravimi rastlinami, ki nam potem oblikujejo in dajo tudi zdravo mleko in tako dalje. Zato mene je začudilo pred časom v eni oddaji na eni izmed močnih televizij, ja, zelene stranke v Sloveniji ni, seveda je. In še kako prepoznavna bo tudi znotraj gibanja Povežimo Slovenijo. No, recimo, samo to bi želela povedati. Ko smo šli v Državni zbor s 5000 podpisi za peticijo za čisto vodo, pitno vodo za vse Slovence in Slovenke, ni bilo novinarjev pred Državnim zborom. Nobeden ni to zapisal, razen, se moram opravičiti, razen STA, ki je potem objavil na neki spletni strani. Tako pomemben problem, leta 2020, 15.7. oddamo, obvestimo vse novinarje, nobenega ni bilo. Potem pa rečijo, ne pridijo zraven, potem pa rečijo, ni zelene stranke, seveda jo ni. Ali pa, ko smo zahtevali skupaj s Stranko mladih zelenih, smo zahtevali, da zdaj v korona času je bilo cela vrsta pobud, da ne smemo dajati prednost multinacionalkam, ampak našim vrtnarjem. Naše cvetličarne so bile zaprte, lahko so pa multinacionalke prodajale recimo v trgovskih centrih. Ja, v trgovskih centrih in tako dalje. Torej, tudi ta pobuda naša je bila sprijeta. Dali smo celo v ustavno presojo zakon oziroma spremembo zakona o naravi, kjer je bil postavljen en preveč oster odnos do nevladnih organizacij. Mi smo poudarili, da za zeleno Slovenijo so zelo pomembne nevladne organizacije in ne moremo jih omejevati tudi v številu ljudi, ki so pripravljeni volontersko delati. Sama sem jaz z ekošolami 13 let volontersko delala in zgradila projekt, ki danes živi v Sloveniji, v slovenskih šolah. Zato vem, koliko žrtev, koliko časa, hotenja in seveda, če ni strasti od zadaj za dobrobit Slovenije, od tega ni nič. In še bi lahko naštevala. Potem pa slišimo, da nekdo reče, ki bi rad kandidiral, ki je celo dovolil, da se je gradil kanal čez vodno zajetje za vse Ljubljančane, da pa ni zelene stranke. Mi smo imeli kar nekaj nastopov, ko smo želeli preprečiti gradnjo kanala čez Ljubljano, ne nazadnje opozarjamo, to moram še povedati, opozarjamo glede strelišča oziroma vadbišča, vojaškega strelišča Poček pri Postojni, ki je nad močnim zajetjem Malni. In zdaj se seveda spreminja tudi zakon o vodi, to bomo nasprotovali, ki bo dovoljeval celo, seveda z vsemi varnostnimi ukrepi, gradnjo celo takih objektov, ki so nevarni za okolje z varnostnimi ukrepi. Ampak načelo previdnosti, vidimo, kaj je. To ni 100% varnostnih ukrepov. In če bomo dovolili, da bo to strelišče, recimo Poček nad Postojno, še naprej deloval in se seveda tudi za NATO in tako naprej, s vsemi temi strupenimi snovmi, ki skozi kraški svet prihajajo v kraške vodovodne, torej vodonosniki so prepustni. In kaj se bo zgodilo? V Ljubljani tam 300 000 prebivalcev, tukaj s Primorsko 300 000, ja, ostali bomo brez našega zlata pitne vode. To je samo en primer. Drugi primer, ki se borimo in hočemo čim več ekoloških kmetij in intenzivno kmetijstvo podstopoma narediti zmerno. Kajti intenzivno kmetijstvo s preveliko intenzivnih recimo pesticidov in vseh ostalih strupov črpa zemljo, črpa mineralne snovi. In kaj se bo zgodilo? Torej, zdaj imamo pridelke, zdaj so tudi dobički in tako naprej. Mi moramo misliti za nadaljne generacije in bomo uničili in zemljo, postala bo, kot je nekje gospod Komat rekel, prašna skleda.
In poleg tega moramo, to je naš kapital, mi nimamo drugih naravnih bogastev. In seveda lahko bi še nadaljevala. Verjamem, doktor Nada Pavšar. Poglejte, kot koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo ste na predstavitvi navedli, da različne stranke in skupine v gibanju povezuje vsebina tako slovenske ustave kot dobre tuje prakse, predvsem avstrijska praksa je tista. Ne? Kaj konkretno to pomeni na področju ekologije, zaščite vode, zraka in kakovosti kmetijske zemlje? No, sej deloma ste že odgovorili na vse tele, ne? Pa vendarle mogoče, če nekoliko strnete, pa na kratko odgovorite. Ja, hvala. Glejte, prav zato smo Zeleni Slovenije dali pobudo, da se povezujemo. Povezujemo in tukaj se predvsem z Ljudsko stranko, ki se je zelo hitro odzvala in dala na razpolago torej vso infrastrukturo, pa tudi stranko Franca Kanglerja. Povabili smo tudi ostale stranke, tako iz leve sredine in desne sredine. In pa predvsem zaradi tega, če govorimo o Ljudski stranki, ker ima veliko, recimo v Ljudski stranki, prav tistih, ki bodo skrbeli in ki skrbijo z lokalno predelavo hrane za našo samooskrbo. In tukaj bomo lažje z njimi prihajali pri sodelovanju do različnih konsenzov, kaj je zdravo in kaj je koristno. Predvsem želimo doseči, da bi v začetku prišla ta lokalno pridelana, čim bolj zdrava hrana v naše šole in vrtce, da ne bomo uvažali. Seveda tukaj je ogromno še za narediti, poskusi potekajo. In kot vidite, s tem Povežimo Slovenijo bomo iskali konsenze med različno mislečimi tako skupinami, posamezniki. Pomembna bo ideja, pomembno bo hotenje narediti dobro za Slovenijo, ne pa ali je kdo lev, desen, sredinski, pač pa kaj hoče znotraj. Zato združujemo, ker ne bo žalitev, ker ne bo izločanja. Marsikdo reče, jaz bi se tako rad pridružil, ampak oni pa ne sme biti zraven. Jaz sem rekla, potem nismo zgradili tiste pravi, mi gradimo pot, ki bo drugačna, kjer se bodo dogajali konsenzi, dogovarjali, dialogi. In marsikakšno ali pa večina dobrih praks bomo seveda črpali soseščine, predvsem iz Avstrije. Osnova je ustava. Vsaka skupina ima pa seveda svoje interese, če bo prišla v parlament, kjer se bomo dogovarjali, ne pa kdo bo koga, ampak kaj bomo naredili za dobrobit, za trajnostno prihodnost naše Slovenije, naših otrok in naših vnukov. In to so naši cilji. To združujemo, to je tista prava pot, povežimo Slovenijo, povežimo dobro misleče ljudi. Želimo privabiti posameznika, tudi tistega z najmanjšega kraja ali pa zaselka, ali ki želi, ki lahko prispeva svoje modrosti, ker Slovenija je polna modrosti. Mi smo en tak narod, ki imamo tudi globoke korenine, marsikdaj zakrite, in zdaj pa ta politika jim ne paše, ljudem ne paše. Ljudje želijo eno spremembo in računamo na tiste, ki bodo ugotovili, ja, tukaj se pa splača boriti, in če ne zame, pa za moje otroke znotraj gibanja Povežimo Slovenijo. Doktor Nada Pavšar, naj vam uspe v čim večji meri, tako Zelenim kot gibanju Povežimo Slovenijo. Želim vam uspešno delo še naprej na vseh tistih področjih, za katere se zavzemate. Vidiva se v kakšni podobni priložnosti. Do takrat pa vse dobro in nasvidenja. Hvala lepa. Povežimo Slovenijo v deželo radosti. Lepo pozdravljen, gospod Marko Cigler. Imate zelo zanimivo življenjsko in poslovno pot. Po zaključeni karieri v gospodarstvu ste se preusmerili v kmetijstvo. V kolikšni meri so vam pri novi poslovni poti v kmetijstvu pomagale predhodne večletne izkušnje iz vaše kariere v gospodarstvu? Po večletni karieri v gospodarstvu sem imel priložnost delati na številnih delovnih mestih, vodstvenih delovnih mestih,
in predvsem zadnja leta sem bil aktiven kot tehnični direktor v gospodarstvu, v podjetju, kjer sem imel priložnost kot član ožjega vodstva podjetja nekako aktivno spremljati vse procese, modele procesov v podjetju in na podlagi tega sem bil precej izkušen, kako te procese razvijati, oplemenititi in ko nekako oddaleč pogledamo gospodarstvo kot nek poslovni model, lahko zelo hitro vidimo sporednice, da je tudi v kmetijstvu, na kmetiji potrebno imeti izdelan poslovni model, na podlagi katerega lahko kasneje, bom rekel, nadziramo celoten proces v določeni dejavnosti in predvsem, da lahko na podlagi tega nekako aktivno pristopimo k razvoju dejavnosti in vpeljavi novih tehnologij. To je ključnega pomena, da lahko tudi v kmetijstvu nekako pristopamo projektno in potegnemo sporednice iz gospodarstva. No, seveda, kmetijstvo se je v zadnjih, če rečemo, 50 letih povsem spremenilo, ne? Kot ste dejali, nove tehnologije, nova znanja, ne? Zdaj, za kmetijstvo, za uspešno kmetijstvo, seveda, moraš imeti tudi izobrazbo. Je tako, ne? Ja, vsekakor je tu kmetijstvo ena specifika, ne? Bom rekel, danes nam že fakultete pa srednje šole omogočajo kvalitetna znanja. Tudi, bom rekel, zelo pomemben potencial so kmetijski svetovalci, ki pomagajo in usmerjajo kmetovalce. Vsekakor je pa, bom rekel, individualnega pristopa zelo veliko, da si kmet pridobi specialna znanja, tisto, kar ga veseli in tisto, kar potrebuje za razvoj svoje dejavnosti. No, saj nekje sem bral, koliko poklicev vse združuje kmet, ne? Ne vem, od kovača, električarja do ne vem česa, mehanika, ne? Agronoma. Skratka, tu je paleta, nabor vsega tega, kar mora uspešen kmet obvladati, ne? Ja, kmetijstvo je zelo multiplikativno, ne? Tu rečemo, da lahko, če hočeš biti uspešen, ne, pa bom rekel, v določenem momentu odziven, potem moraš tudi sam poprijeti za kakšno delo, ki ni ravno tvoj poklic, ampak se ga nekako priočiš, oziroma predvsem pomembna je iznajdljivost in volja, da neko zadevo izpelješ oziroma jo nekako urediš, ne. Gospod Cigler, povejte, kakšni so vaši načrti na kmetijskem področju, kjer sedaj delujete in seveda s kakšnimi izzivi se vse srečujete? Po zaključeni večletni karieri v gospodarstvu sem nekako začel poslovno pot v kmetijstvo, zadnja 4-5 let in nekako je to bil poseben izziv. Ukvarjam se z rejo perutnine in v zadnjih letih, zadnje 2 leti je bil zelo intenziven ciklus investicij v razvoj primarne kmetijske dejavnosti reje perutnine in tako smo v zadnjem letu povečali zrejne površine za rejo piščancev za nekje dobrih 200% in sedaj v 2 hlevih vzrejam nekaj malega manj kot 50.000 piščancev. To so bili posebni izzivi in bom rekel, da nismo obstali na tej točki, načrtujemo nove projekte. Trenutno se, bom rekel, ukvarjam intenzivno z izzivom povečevanja še dodatnih vzrejnih površin. Tu pa je dejansko situacija sedaj po epidemiji nekoliko bolj negotova in predvsem iščem odgovore na vprašanja, kako oziroma v kakšno smer bo šlo kmetijstvo naslednjih 10-15 let, ker bom rekel, vse investicije v kmetijstvo, ki se sedaj izvajajo, bom rekel, so dolgoročne investicije in nekako kmetje moramo imeti tudi zelo veliko mero optimizma, da verjamemo v določene projekte in tu je zelo pomembna, bom rekel, kakšna se bo izvajala kmetijska politika v prihodnje. In zelo zanimiv podatek je, da imamo slovenski kmetje nekje za dobrih 50 milijonov evrov bom rekel, gradbenih dovoljenj za nove projekte in bom rekel, to je zelo obsežen, zelo velik razvojni potencial in tu moramo, bom rekel, pristopati projektno in nekako ustvariti podobno kot gospodarstvo, bom rekel, stabilne modele, da se bodo te investicije razvile in da bomo ta potencial nekako izkoristili in naredili trdno slovensko kmetijstvo. Vas moram tole vprašati, ne? Vse prepogosto se sliši iz vrst kmetovalcev,
da se nič ne splača, ne? Pa se ne splača pšenico saditi, pa se ne splača krompirja, nič se ne splača za nekatere. Ne? Povejte, kako odgovarjate na to, že skoraj da paradigmo. Ja, bom rekel, nekako ta negotovost, ki se trenutno, bom rekel, pojavlja v tem našem okolju, ne, bom rekel, Slovenija ima izvrsten geostrateški položaj. V Sloveniji lahko pridelamo daleč najbolj kvalitetno zdravo hrano in tu moramo nekako, ko se odločimo za odločene poslovne poti, ne, predvsem je tu zelo pomembno povezovanje, ker kmet je samo en segment v celotni verigi, ne. Je nekako primarna pridelava in je v veliki meri odvisen od povezovanja z prehrambeno industrijo, v nadaljevanju z, bom rekel, trgom, z globalizacijo, z strateškimi usmeritvami in nekako vsak si mora pri sebi nekako izboriti, bom rekel, mesto pod soncem in najti, bom rekel, izzive in priložnosti, da se potem tisto, s čemer se ukvarjaš, dejansko uresniči in da ti nekako prenaša, bom rekel, primeren prihodek. Verjetno bi bil tudi nasvet za mlade, ne, ki se odločajo, da stopijo na pot bodisi podjetništva ali pa kmetijstva. Za mlade je zelo pomembno, ne, sploh v teh negotovih situacijah, ne, da jim vlijemo več optimizma in predvsem se mi zdi zelo pomembno, da se mladi ukvarjajo z tistimi dejavnostmi, ki jih veselijo. To je osnovni pogoj. Pa predvsem to, da dobijo kvalitetna strokovna znanja, potem je pa, bom rekel, zagotovljena uspešnost in nadaljevanje in razvijanje svoje dejavnosti. In za mlade se mi zdi zelo pomembno, da jim mi, ki smo nekako orjemo to ledino slovenskega kmetijstva, da jim ustvarimo kvalitetne pogoje. Predvsem za mlade je zelo pomembno in nekako pogrešam več, bom rekel, strokovnih izmenjav z tujimi, bom rekel, kmetijami, več nekako inovativne strokovnosti, tehnologij, ker jaz smatram, da razvoj slovenskega kmetijstva v nadaljnji razvoj bo zelo pomembno to, na kakšni stopnji razvoja se bo zadeva dogajala in da bodo mladi sprejeli inovativne tehnologije in nekako jih potem tudi pripravljeni naprej razvijati. No, že prej ste omenili vse te verige, ki eksistirajo, v katerih je kmetijstvo seveda kot primarna dejavnost vključeno, ne? Ampak vendarle, kakšen je vaš pogled na trenutno stanje, ne? Med živilsko predelovalno industrijo in kmeti, recimo? Trenutna je situacija, bom rekel, nekako se dogaja v tem segmentu, da so spostavljene določene povezovalne verige. Predvsem pa vidim jaz, da ko se kmet ukvarja z določenim projektom, z nekimi večjimi investicijami, ne, tu so ta razmerja, ko govorimo o vrednosti kmetije, pa o nove investicije, so lahko tudi večkratniki. In tu ne smemo pozabiti na zelo ranljiv moment kmetovalca, ne, če nima, bom rekel, dovolj močnega podpore, suporta, strani prehrambene industrije, strani nenazadnje slovenskega trga. In jaz smatram, da bi bilo ključnega pomena to, da se tudi prehrambeno industrijo, predelovalno industrijo spodbudi v tej smeri, da bo videla interes, motivacijo tudi vlagati v razvoj primarne kmetijske dejavnosti. Mislim, da bi bilo to odlični modeli, mislim, neke stvari se že dogajajo v Sloveniji, so že določeni modeli, ko je predelovalna industrija pripravljena vlagati v primarno kmetijsko dejavnost, ker se zaveda, da je od tega tudi odvisen njen obstoj. Ker če mi ne bomo razvili primarne dejavnosti, če ne bomo imeli dovolj močnega potenciala na začetku, potem tudi predelovalna industrija ne bo uspešna in ne bo mogla v tolikšni meri razvijati svojih produktov. In to je ključnega pomena, da se prehrambena industrija vključi v razvoj primarne kmetijske dejavnosti. Gospod Marko Cigler, povejte, koliko so vaše izkušnje iz preteklega dela tako v gospodarstvu in pa seveda sedanje ambiciozne poslovne poti v kmetijstvo vplivale na vašo odločitev, da aktivno podprete gibanje Povežimo Slovenijo in seveda kaj pričakujete od tega sodelovanja in povezovanja nenazadnje? Večletne izkušnje v gospodarstvu in nekako začeta poslovna pot v kmetijstvu mi je dala odgovore na številna vprašanja.
kako lahko tudi v kmetijstvu naredimo projektni pristop, enako kot v gospodarstvu, in zagotovimo stabilno kmetijsko panogo. Predvsem pa, da strmimo k konkurenčnosti in zanesljivosti prehrambene verige. Predvsem pa me gibanje Povežimo Slovenijo navdaja s tem, da vidim v povezovanju in sodelovanju edinstveno priložnost, da oplemenitimo razvojni potencial slovenskega kmetijstva. Imamo vrhunske strokovnjake, delovne, vztrajne kmete, ki so pripravljeni delati in razvijati slovensko kmetijstvo in, kar je najpomembneje, pripravljeni predelovati kvalitetno slovensko hrano. Hvala lepa, gospod Marko Cigler. Želim vam seveda obilo uspeha pri vsem, kar počnete v življenju. Midva se vidimo v podobni priložnosti, zagotovo še kdaj. Do takrat pa vse dobro in nasvidenje. Hvala za povabilo. Povežimo Slovenijo v deželo radosti. Lepo pozdravljeni, gospod Oto Pestner. Seveda ste ena največjih legend slovenske zabavne glasbe, eden najboljših vokalistov v Sloveniji, seveda tudi priznan komponist. Prepoznavni ste tudi v narodno-zabavnih krogih kot dolgoleten član alpskega kvinteta. Ali nam lahko na kratko predstavite svojo glasbeno pot in pa seveda hkrati tudi načrte za naprej? Ja, dober dan še z moje strani. To ste tako lepo naredili, tale uvod, da lahko skratka kar nadaljujem. Jaz sem še vedno takšen, kot sem bil vso kariero, ne. Z vsemi mojimi, bi rekel, dodatnimi zadolžitvami pri tako alpskem kvintetu, pa ponovno tudi pri New Swing kvartetu, s katerim smo tudi že pridni spet od naše 50-letnice naprej, se pravi od leta 2018. Pri alpskem kvintetu sem pa zdaj, jaz temu hecno rečem, že tretjo sezono, ne, kot je zdaj popularno, in sicer od leta 2015 naprej. Ne. Tako da zdaj fantje imajo uradno letos 55 let, a ne? Imamo tako hecno porazdeljene te jubileje, jaz pa New Swing bomo imeli pa 55 let leta 23, ne, glasbene kariere na odru. Tako da dela nikoli ne zmanjka, ne, pa če še korone več ne bo, ne, bo pa sploh lušen delati. Ne, tako da bomo morali kar paziti, da bomo lahko kaj doma bili, po domač povedano. To se pravi, Oto, naskakujete drugih 30 let, ne? Kaj pa vem, rečemo temu tako, ne, ampak naskakujem eno tako obdobje, ki se mi zdi fino, da bi ne samo muzika spet zaživela tako nazaj, kot je bila prej, ampak da bi lahko tudi mi, ki smo še aktivni, tudi iz starejše generacije, pa ne nazadnje vsi mladi, ki zdaj prihajajo, lahko doživeli kakšne fine, bi rekel, dobre spremembe tudi za glasbo, za njih same kot individuume in da bodo vedeli, da je vredno tisto, kar oni počnejo. Ne? Ampak kot pogledajte, se pa je spremenilo marsikaj, ne? V tej vaši karieri od samih začetkov do danes, ne? Saj vemo, ne? Šli smo čez to obdobje, zlato obdobje slovenske popevke, skozi veliko oblik. Kakšne so to morda primerjave? Se kdaj sami naredite kako inventuro v sebi, pa pogledate malo nazaj? No, tehničnih sprememb je največ, se pravi, od snemalne tehnike do živega nastopanja na odru. Mislim, tukaj je veliko šlo, seveda, na boljše, ne, vsekakor. Čeprav včasih je tista nostalgija po malo starejši analogni tehniki kar na mestu, ne, ko si zaželiš, da bi spet nekoč tako zazveneli, kot je bilo pred 30 leti, recimo, na odru ali pa tako, ne. Danes se take stvari dajo tudi poustvariti, če želiš, ne, ker imaš pa tako veliko tehnike na razpolago, da si lahko pričaraš tudi kdaj kakšen bolj vintage zvok, ali pa arhaičen, ali pa ne vem kakšen koli. To ja, ne, v bistvu teh sprememb je veliko. Je pa tudi res, da je med mladimi toliko, bi rekel, dobrih inovatorjev tudi vzel v tem svojem času glasbenih stilov, ki delajo in želijo delati na tem, da bi ta glasba šla naprej. Res je, da ti ne moreš povrniti nazaj zlato obdobje slovenske popevke, ker je bil način dela, pa način produciranja popolnoma drugačen. Tudi zaradi obstoječe tehnike, pa tudi zaradi načina, ki je bil takrat popularen. Ne? Čeprav so že takrat nam vedno
dejali, da imamo Slovenci odlične aranžerje, orkestre, vse to, vse smo jih res imeli. Ja. Vendar smo nekako racali enih 5 let za tistim, kar je bilo v Evropi sicer popularno. Ne? Se pravi, če bi takratnega rockerja vprašali, ne, bi bil malo žalosten, ja, pa nam na radiju Ljubljana takrat ne dovolijo snemati na tak način, kot snemajo v Londonu, pa tako naprej. Ne. Ja. Malo je bilo tiste tehnične razlike, nekaj dosti velike, samo za tiste čase se je to poznali. Ne. Ampak zdaj so se te stvari seveda toliko že zglihale, toliko so že poenotene po celem svetu, po Evropi, tako da naš posnetek narejen v Sloveniji, narejen v Ljubljani, v kjerkoli drugje, se lahko kosa z enim londonskim, z enim Los Angeleskim, to noben problem ni, ker imamo vso to opremo in imamo ljudi, ki znajo dobro delati. No, sej, morda tehnika celo predobra, ne? Ker lahko danes pevec tudi tisti, ki ne zna peti. Ne? Se to je povsod isto. Povsod je lahko isto. Seveda tehnika je priskočila na pomoč. Veliko je takih pomagal, za katere jaz pravim, ker se tudi s producentstvom ukvarjam, ne? Nekatere naredijo tisto češnjico na torti nekomu. Ker res naredi, bi rekel, 90% odlični izdelek, manjkamo pa še tistega malo frišnega za na konc. No in to imaš pa 2-3 programa, ki pa to lepo potem v studiu uredi do konca in potem je res lep posnetek na konc. Ne? Dobro, pustiva to. Gospod Oto Pestner, povejte, kako pa ocenjujete status slovenskih glasbenikov sedaj, danes, v luči pandemije, koronavirusa. Težko je verjetno, ne? Ja, sem tudi med njimi sam. Tudi moji kolegi so tle in tako naprej. Vsekakor mislim, da lahko tudi drugi z mano to mnenje delijo, da seveda vsi čakamo, da bomo začeli normalno delati. To je eno, a ne? Po drugi strani pa, ne vem, treba pa vedeti, da so nekatere panoge pri nas, pa tudi drugi, ker mogoče nimajo toliko zveze z glasbo, pa so tudi v času pandemije boljš prišle skozi, zaradi pač tiste njihovega načina, kakršnega pač imajo. Se pravi, glasba je le, umetnost je le, tudi zabava lahko je, lahko vse to. Ne? In včasih se mi zazdi, tudi kadar ni pandemije, pa takih stvari kot je zdaj, da lahko jemljajo to nekatere sfere kot neko nujno zlo. Bi nas imeli, vendar ceniti pa ne znajo tako, kot bi to morali biti. Ne? Jaz pravim, ne vem, mogoče nas bo pandemija, ko se bo sigurno prej ko slej končala, naučila to, da se dajmo bolj ceniti, da dajmo svojo ceno postaviti, da dajmo reči vsakršnemu mediju toliko in toliko smo vredni, da naj to spoštujejo, da ne bojo si mislili, da pač smo mi samo veseli, da se lahko pred ekranom pojavimo, pa potem se zgodba konča. Ne, pač vsi smo veseli, da lahko sodelujemo eno z drugim, zato se povezujemo, zato tudi ta nova zadeva, ki se zdaj pač pojavlja, celo bi rekel tako na široko, da temu rečemo, povežimo Slovenijo. Ne? Ampak najprej se moramo tudi med sabo povezati kot ljudje, da bomo se znali spoštovati, pa takrat, ko bo en drugega rabo, da se bo vedlo. Ti si vreden toliko, ti si vreden toliko, ti si, ki si me povabil, si pa tudi vreden toliko, se pravi. Ne pa se postaviti v vlogo, bod vesel, da prideš k meni, jaz te bom gostil, pa bom rekel, hvala lepa, pa nimaš nobenih pravic do posnetkov, nimaš nobenih pravic do tega, samo bil si tle. To ne gre več. Skratka, precej neurejene stvari. Ne? Teh stvari je treba se lotiti načrtno in jih tudi pravno urediti. Nastopili ste v promocijskem filmu Gibanja Povežimo Slovenijo, v katerem ste se med drugim zavzeli za več sodelovanja in povezovanja v slovenski družbi, pa tudi za posthumno priznanje Vilko in Slavko Avseniku, Lojzetu Slako in drugim najzaslužnejšim ustvarjalcem kakovostne slovensko narodno-zabavne glasbe. Gospod Oto Pestner, povejte, kako utemeljujete te vaše pobude? Najprej bi dodal, da v bistvu tlele je mogoče zaradi samega teksta izvzeta ta branža, se pravi narodno-zabavna glasba, kjer je veliko teh ljudi, ki to priznanje zaslužijo. Razmišljam pa ravno tudi, poleg tudi o tem, da morajo tako posthumno priznanje tudi drugi predstavniki iz drugih glasbenih svetov in stilov dobiti. Ko smo se pač v začetku o tem pogovarjali, je tudi strani pobudnikov tega zdaj novega gibanja prišlo to, da bi se narodno-zabavnim velikanom to
naredilo, podarilo. Jaz se s tem popolnoma strinjam, ker čisto vse sem poznal oziroma jih poznam še vedno, ne, tako. In vem, kaj so naredili za Slovenijo, da je lahko postala priznana tudi v svetu, potem, da nudi svojo originalno narodno zabavno glasbo. Zagotovo. V tem primeru. Ne smemo pa pozabiti na velikane džeza, na velikane resne glasbe in tako naprej, ki so tudi Slovenci in jih ni med nami več in tudi zaslužijo iste te stvari, kot jih bojo recimo gospodje iz narodno-zabavne sfere ali pa zabavne. Ne? Tako da gre predvsem za to, da se povežemo v tem in da damo vsem to možnost, predvsem pa bi rad izpostavil še eno stvar zraven. Ljudje, ki smo ali pa ki so dolgo vrsto let na sceni in imajo dokazano, da so veliko tega naredili, posneli, objavili, dali za Slovenijo kot tako, pa za tudi svet, ne? Da bi enkrat tudi pri nas vedeli, da si lahko velik umetnik, da si lahko zaslužni umetnik, da si lahko umetnik. Malo govorim zdaj po štenkcah, ne, kajti pojem zaslužnega umetnika so recimo v bivši Sovjetski zvezi poznali že let nazaj in recimo in tisti, ki je kaj takega dosegel, ne, ki je dobil to priznanje, je pomenilo, da je enostavno njegova širša družina bila lahko preskrbljena še za mnogo, mnogo časa naprej, ko njega več ni. Na Kitajskem imajo celo eno bolj, bi rekel, tako srh vzbujajočo zadevo. Tam njihovi glasbeniki, njihove popularne glasbe smejo postati popularni šele po smrti. Ko so živi, delajo, pojejo, snemajo, vse v redu, vse lepo in prav in nič posebnega. Potem pa, ko umrejo, pa dobijo njihovo zaslužno imovino in tako naprej in živijo od tega lepo še mnogo vrsto let. Par primerov samo. To je zanimivo, ne? To ti navedki. Ne? Ampak zdaj, tle se človek vpraša, ne? Ja, sej, kaj ti pa koristi potem po smrti priznanja? Ne smemo razmišljati, sej naša duša bo nekam odšla, naša esenca bo nekam odšla, mi ne vemo, kako to funkcionira v resnici, ampak v zavedanju tle noter pa, da si nekaj pustil svojim, mi pa veliko pomeni. To pa največ. Mi pa veliko pomeni. Zagotovo. Ne, sem mislil v smislu širšega družbenega priznanja. Ne. Seveda človek ima samo sebi, to zagotovo. V primeru, da boste izvoljeni za poslanca na listi Povežimo Slovenijo, za katere stvari bi si prizadevali in da jih najprej spremenite oziroma uredite, pa še to morda kot priznani glasbenik, kaj bi sporočili ljudem v teh nepredvidljivih časih, pandemije in omejenih možnostih srečevanj, normalnega življenja, kako naj ohranijo svoj življenjski optimizem, duševni mir, kakorkoli že rečeva. No, jaz mislim, da sem vam že na enih par teh misli malo odgovoril. Ja. To se pravi, imejmo samega sebe radi kot individuumi, kot glasbeniki, kot umetniki, imejmo svojo ceno, ne se je bati povedati, ker bo tudi potem vzajemno spoštovanje strani tistega, ki te želi ali angažirati ali karkoli večje, ne, in bo vedel, da ne more s tabo kar tako samo upravljati ali ne vem kako že. Se pravi, rad bi se zavzel med drugim tudi za ta pojem, bi rekel, zaslužnih umetnikov in tako naprej, kar sem tudi omenil, da bi enkrat tudi se vedeli, da so ljudje, ki so veliko naredili, res bili vredni tega, ne, in da imajo lahko njihovi zanamci takrat pač nekaj tudi od tega in da bi s tem vzbudili tudi večje spoštovanje, potem že kot tudi nekaj časa naslednje generacije ne bo, ker recimo v Evropi na nemško govorečem področju so znani potem, da dan danes, pa še tudi v pandemiji, lahko si ogledaš oddaje tistih ljudi, ki so bili popularni, ne vem koliko let nazaj, pa se jih naše babice bi spomnile, mi že bolj poredko, ampak lahko jih vidiš, so ohranjene oddaje, imajo svojo ciljno publiko, zraven njih imajo pa takoj svojo ciljno publiko, ta najbolj popularni dan današnji umetniki. To bi morali pri nas doseči tudi, ker smo imeli in zdaj imamo in bomo imeli nove umetnike, imamo stare umetnike, imamo živeče, tiste, ki so umrli
In dajmo spoštovati to. In s tem bomo naredili povezavo na nek način. Tudi na ta, a ne, simbolni način. In zakaj ne bi tudi država dala roko in rekla, evo, tle ste bili, tle ste naredili nekaj za nas. In zato ste si zaslužili to in to. Hvala lepa za pogovor, gospod Oto Pestner. Hvala za vaše razmišljanja, za vaše poglede. Jaz vam želim seveda uspešno delo še naprej na vseh področjih. Želim tudi, da tale pandemija čim prej mine in da se umetnike vrnite v okolje, na katerega spadate, torej na odre, v studije, kamorkoli. Upam, da se še kdaj srečamo, takrat vse dobro in nasvidenje. Tudi vam vse dobro, pa uživajte še naprej. Nasvidenje. Povežimo Slovenijo s prijaznimi potmi, iskrene niti spletamo za dobro vseh ljudi. Povežimo Slovenijo.